ostal tu na Rakitni, zato bom tu ostal z otroki, z mladino, čeprav misli čisto drugače kot jaz. Čuti čisto drugače. Verske vrednote se predstavlja čisto drugače. Vendar sem z njimi in bom in boš. In jih boš spremljal svojim zgledom. Ker ti si od svit očeta in od Kristusa, ki se je predstavil, da je luč. In tudi ti moraš biti neprestanoma luč, čeprav te glava boli, čeprav ne veš, kam bi dal te utrujene ude, zvečer na posteli, ko se premetavaš. Ampak imaš ti ljudi rad in si tu in čutiš njimi in vi vedite, da vas ima Peter rad. Čeprav mu morda tudi vi postavljate to in ono vprašanje, pa za vse vem, ne morete dobiti odgovora. Vendar naj bo dokaz dovolj velik odgovor, njegova ljubezen, njegova molitev. Večkrat opravljam duhovne vaje v semenišču v Ljubljani. In koga najdem na teh duhovnih vajah? Prav gotovo vašega župnika, Petra, ki gre vsako leto na duhovne vaje, da išče v tem duhovnem svetu tiste moči, da bi jo rad s polnim akumulatorjem svojih talentov in sposobnosti, predvsem svojo ponižnostjo, ki jo vedno zna povedati in pokazati, vendar pričeval in prevajal novo duhovno elektriko in jo prenašal na vas, da ne bi obupali, da ne bi tudi o vseh tem bogatstvu, te čudovite narave, ki nas obdaja in obkroža, pozabili na to duhovno lakoto, ki nas včasih tako zvija, ki nam včasih želodec in notranje duhovne sile tako krulijo po tej duhovni hrani, pa včasih kar ne verjamemo, kar šele iščemo in lezemo po tem in onem blatu, ker mislimo, da bomo tam še kaj našli, pa še kaj izcedili za te naše telesne in tuzemske užitke, ki vemo, da so kratki. Naše življenje je kratko in negotovo. Sestre, bratje, kar rad bi nehal, ker se mi že smilite, ker že težko stojite, ker ste mokri, je daš nehal? Tudi jaz bom nehal. Bodimo danes Bogu hvaležni za tega duhovnika, ki ga imamo danes tu. Naj rodi nov duhovni poklic. Povejte mi, dragi rojaki in tukajšnji prebivalci, kdaj ste imeli nazadnje novo mašo? Naj ta zlata maša vendar prebuja, ne samo na tem lepem raju Rakitne duhovne poklice, ampak tudi v Novem mestu, kjer je Peter tudi spričeval vero in šel z vso korajžo kot bogoslovec k tistemu vagonu, kjer je goril naš božji služabnik Anton Volk in ga vprašal, kako vam je, ali vam prinesem vodo. Veš, jo še ti ne boš dobil in si jo Peter dobil, ampak vendar si bil podoben tistemu na Oljski gori, ki je vendar hotel videti Kristusa, ki je trpi, kako trpi, kaj so z njim naredili in je potem tudi ubežal, kot beremo v Pasijonu po Marku. Tako, dragi tukajšnji verniki, ki stojimo danes kot priče velike hvaležnosti Bogu in velike hvaležnosti Petru, položimo to zahvalnost na to mizo, ki ste jo te dni skrbno pripravljali in okrasili, da danes proslavimo trojedinega Boga
in prvake apostolov Petra in Pavla in našega jubilanta. Torej naše slavje naj bo molitev in spodbuda k delu za duhovne poklice. Pomagajte reči. Amen. Tako je. Očeta vsemogočnega, slavnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, imenega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta vajena za vse veki, in njegovega Boga, dušo duši, pravega Boga, pravega ustvarjen, enega tisto z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, in je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se obelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in Gospoda Žore, ki je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen, in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi, in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in Sina, ki ga z očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in verno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam in krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, slovesni praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla naj nas utrdi v veri in ljubezni do Cerkve, ter zaupanju na moč naših prošenj, ki jih Bog Oče vedno usliši, če ga prosimo v Jezusovem imenu. Prosimo, usliši nas. Gospod, prosimo te za našega zlatomašnika, župnika Petra, daj mu zdravje in pogum, da bi še dolgo lahko med nami opravljal duhovniško službo. Prosimo, usliši nas. Naši škofje danes posvečujejo nove duhovnike. Naj jim apostoli in vsi svetniki sprosijo obilne darove Svetega Duha, da bodo zvesti, sveti in neustrašni v apostolski službi. Prosimo, usliši nas. Blagoslavljaj nebeški Oče, svetega očeta papeža Janeza Pavla II., ki si ga izbral za Petrovega naslednika. Podeli mu moči in vztrajnosti pri neutrudnem delu v službi vesoljne cerkve. Prosimo, usliši nas. Apostolu Petru si zunaj skrb za svoje ovce, kot je izpovedal svojo ljubezen z besedami: Ti si Kristus, sin živega Boga. Naj vsi vodilni ljudje na področju politike, gospodarstva, šolstva, kulture, sociale in zdravstva delajo v dobro slovenskega človeka in posnemajo Petrovo danost in ljubezen. Prosimo, usliši nas. Pavla se na čudežen način s prebornim poklical v službo svojega očeta. Spregače z milostjo tudi sedaj vse nasprotnike evangelija, ki še niso slišali tvojega klica po spreobrnenju. Prosimo, usliši nas. Sveti Pavel, neutrudni oznanjevalec svete blagovesti, izprosi potrebno požrtvovalnost in vztrajnost staršem, katehetom in vzgojiteljem. Prosimo, usliši nas. Prosimo te, Gospod, za mir in razumevanje v družinah ter za vse mlade, da bi v tebi našli smisel svojega življenja. Prosimo, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse bolne in invalide. Daj jim moči in poguma, če je mogoče pa zdravja, da bi bili s svojim trpljenjem zgled in opora vsem nam. Prosimo, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse nas, parane. Pomagaj nam, da bomo v svojem življenju pričevali za tebe in ostali trdni v preizkušnjah, ki jih svet prinaša. Prosimo, usliši nas.
Na koncu te prosimo še za duše v licah, podelim odpuščanje vseh grehov, da dosežejo tvoje usmiljenje. Prosimo, da usliši nas. Vsemogočni Bog, bil si mu svetih apostolov Petra in Pavla, da sta te poveličala mučeniško smrtjo. Utrdi tudi nas v veri in Božji milosti, da bomo vredni svojega krščanskega imena in tvoje ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vsemogočni Bog, priprošta taj apostolov, naj spremlja te darove. Pripravi smo jih tebi v čast. Posveti jih in spremi z njimi tudi nas. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravičneje. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo. Res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Po veselju obhajamo praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Peter je prvi izpovedal vero Kristusa, tvojega sina. Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil prvo cerkev, ostanke izvoljenega ljudstva. Pavel pa je kot učitelj narodov poznal evangelij od rešenja vsemu svetu. Vsak na svoj način sta gradila eno Kristusovo družino, cerkev. Zato je sedaj krščanski svet skupaj proslavlja, nebesi pa druži skupni venec slave. Tudi mi te, vsemi svetniki in angeli, hvalimo in nenehno kličemo. Sanctus
Slišati svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darovanje, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je Šel prostovoljno v trpljenje, Kristovi duh se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. prav tako, če bi vzel hlebi, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je hlebi moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odrešanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvojo smrt ostanjamo, Gospod, in tvoje zajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.